Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja gostja, gospa Špela Perc, je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in svoje življenje posvetila ozaveščanju zdravega načina življenja. Vodita jo želja po osebni rasti ter želja pomagati ljudem pri doseganju višje kvalitete življenja. Svoje življenje je nehote posvetila gibanju. Z umetnostnim drsanjem, ki je krojilo življenje vse do študija, se je pričela ukvarjati pri njenih 4 letih in je kot članica jugoslovanske mladinske reprezentance zastopala Jugoslavijo v svetovnem prvenstvu v Colorado Springsu. Zaradi poškodbe pa je morala prenehati z drsanjem in presedlala na popolnoma drugačen šport gorsko kolesarjenje, kjer je bila večkratna državna prvakinja in Slovenijo zastopala kar na 3 svetovnih prvenstvih. Sestro Jernejo Perc sta v Sloveniji skupaj orali ledino in bili pionirki tako imenovanih Body and Mind vadb in odprli prvi Pilates center v samem centru Ljubljane. Pilates holistični center. Svoje stranke sta učili ozaveščenega gibanja v povezavi z duhovno rastjo in na slovenski trg uvajali nove zvrsti gibanja. V tem obdobju je Špela skupaj z mladinsko knjigo izdala svojo prvo knjigo Lepota v gibu, izdala 2 DVD-ja s treningi pilatesa in joge ter promovirala zdrav način življenja z mnogimi avtorskimi članki in publikacijami. Pred 7 leti se je svojo družino preselila v Kanado, kjer živi in ustvarja. Svojo blagovno znamko Špela Perc Freedom Within ustvarja poučne vsebine, bloge, na njenem YouTube kanalu tudi video vsebine, ki vodijo v integrativno zdravje in kritično razmišljanje današnje družbe. Svoje znanja trenutno nadgrajuje na Quantum University for Integrative Medicine, kjer je pred letom dni diplomirala in pridobila naziv Bachelor in Holistic Health Science. Trenutno je vpisana v program PhD in nadaljuje študije. Pred letom in pol je postala Biofeedback Quest 4 terapeutka, kjer s pomočjo bioresonance pomaga ljudem pri doseganju boljšega počutja in jih usmerja, kako se spopadati s posledicami dnevnega stresa in sedentarnega načina življenja. V začetku tega leta je v angleščini skupaj z založbo iz British Columbia izdala svojo drugo knjigo, tokrat namenjeno otrokom in staršem, Dylan's Adventure into the Unknown. Pravljica in potovanje fantka Dylana v neznano deluje kot nek duhovni priročnik za naše najmlajše in jih spodbuja k misli, da je v življenju potrebno slediti sanjam in svojemu srcu in živeti v ravnovesju s sabo in vsemogočno naravo. Njena ljubezen je še vedno umetnostno drsanje in svojo športno pot nadaljuje predano kot v mlajših letih. Še vedno aktivno tekmuje v skupini Masters in leta 2020 je dosegla njen največji rezultat, zmaga na Winter World Master Games v Innsbrucku. Umetnostno drsanje, kot pravi, bo vedno del njenega življenja. Njena največja sreča in mir pa ji prinašajo njena družina, sin Zoltan in mož Zelimir in pasja druščina z Muco. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Špela Perc. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Tokrat smo online, v živo. Iz Kanade se nam javlja Špela Perc. Špela, pozdravljena. Kako si? Zdravo, dobro, hvala. Super, se slišimo, ne? Kako je kaj v Kanadi? Slišali smo o teh tovornjakarjih, o protestih, predvsem na Facebooku, mainstream mediji niso kaj dosti poročali o tem. Nam lahko iz prve roke poveš, kaj se je zdaj tam dogajalo, kako je ta vsa situacija izgledala? Jaz mislim, da je določeni ljudje enostavno niso mogli več zdržati pod vsemi temi pritiski, ki so jih vsi ti COVID protokoli v bistvu, s katerimi so otežili življenje mnogim ljudem in odločili so se, da se nekako spopadajo s tem in zapeljejo in organizirajo v downtown Ottawa, kjer so želeli nekako opozoriti na svoja mnenja, na svoje zahteve in nekako mislim, da so pričakovali neko komunikacijo strani vlade, da bi se začel nek dialog in nek dogovor oziroma pogovor. Mislim, da niso tudi sami ne pričakovali, da bo to padlo na zelo, kako naj rečem, vlada ni reagirala na njihovo željo, ni bilo nobenih dogovorov, pogovorov, zato se vsa stvar tako v bistvu razvlekla.
in je bila, verjamem, za ljudi, ki živijo tam, za prebivalce zelo, zelo neprijetna. Hkrati verjetno po tolkem obdobju prošenj in pošiljanja pisem in moledovanja, ko niso bili uslišani, potem pač so se odločili za to skrajnost. Tako da tukaj je zelo težko, še vedno lahko rečem, da sem bila zunanji opazovalec vsega. Zelo težko je kriviti eno ali drugo stran, ampak mislim, da bi se vse veliko drugače končalo, če bi se ljudje želeli pogovarjati. Definitivno. Ne? V teh časih verjetno kar manjka pogovorov, manjka v bistvu dialoga, nekega sočutnega, ne? V bistvu ena, druga skrajnost, nekako nimamo neke srednje poti mogoče. Kako vidiš ti ta turbulentni čas, kaj bi želela sporočiti ljudem recimo? Jaz mislim, da je vedno v obdobju, v vsakem odnosu, v partnerskem odnosu, prijateljskem odnosu, tudi v znanosti se porajajo različni pogledi na stvari in mislim, da je dialog in odprta komunikacija osnova za lepo prihodnost in v bistvu, da se ohranja življenje v lepih energijah. V teh zadnjih 2 letih mislim, da se na vseh področjih sta se ustvarila 2 tabora in ne en, ne drugi tabor nima več možnosti, da prisluhne brez obsojanja, brez neke te negative in jaz ne verjamem, da je to ena lepa popotnica za nas, kaj šele za naše najmlajše, naše otroke, ki jih čaka še vso življenje je pred njimi. Tako je. Ampak vendarle, ne, vsaka kriza je tudi priložnost, ne, da se kot človeštvo dvignemo, da gremo na en nov, višji nivo zavedanja. Ugotovila so, da so tudi sošolca na Quantum University, ne, za doktorat holistične medicine. Kako torej gledaš na zdravje, ne? V čem je težava, da smo ljudje vendarle vedno manj zdravi? Ja, zdravje, kot veš, je ena zelo celostna zadeva. Ko sem bila mlajša kot športnica, sem gledala na zdravje, da je pač potrebno zdravo jesti, se gibati, trenirati in da potem je zadeva urejena, na kar me je smrt v moji družini, moje sestre, ki je bila olimpika in športnica, v bistvu zdravilo iz tega sna, da je v bistvu zdravje veliko globlja doktrina kot samo to in mislim, da je ves ta način življenja, ki ga danes imamo in stres in razmišljanja, dnevni stres, ki se ga ljudje ne želijo ali pa ne znajo rešiti in z njim nekako živeti v neki sinhronizaciji, pušča velike posledice. Hitra hrana, na hitro pripravljena hrana, polna antibiotikov, barvil, konzervansov, neuravnotežena v smeri mikroelementov, makroelementov. In seveda telo je zelo, mislim, da je telo zelo neverjetno, kako je močno in vztrajno in odporno, ampak ne v nedogled. Tako da se mi zdi, upam, da je ta pandemija marsikoga streznila. Sploh v situaciji, ko nam niti znanost ni znala povedati pravih odgovorov, pravih načinov, niti zdravljenja, niti preventive. In smo videli vsi, ki se ukvarjamo bolj z alternativnim, holističnim pristopom, ki temelji na kvantni fiziki, da narava ponuja ogromno odgovorov in da se bomo mogli začeti ukvarjati tudi s tem področjem, da bo vsak posameznik mogel postati odvetnik svojega zdravja, vzeti stvari v svoje roke in ne čakati na trenutek, ko je v bistvu zdravje že v zatonu in veliko več delati na neki preventivi, da je telo močno, da je imunski sistem po naravi močen, da se potem lahko ubrani raznih procesov, ki se dnevno dogajajo v našem telesu. Dnevno se borimo z bakterijami, z virusi, z ostalimi patogeni, z morda kakšnimi celicami, ki se spreminjajo v celice podobne raku. In to močni imunski sistem sproti čisti, če pa v bistvu mi telesu ne pomagamo z vsemi možnostmi, ki jih imamo, seveda so tukaj tudi dedne zadeve,
s katerimi se težje borimo, ampak tudi tu vemo, da epigenetika obstaja. Tako da se mi zdi, da je potrebno, da na naše zdravje ne gledamo kot na neko žrtev zunanjih dogodkov in virusov, ki so in vedno bojo okrog nas, ampak da vzamemo stvari v svoje roke, postanemo pogumni, ne živimo v strahu, ker ta onemogoči delovanje našega imunskega sistema neizmerno, in da si rečemo, vse bo dobro, vse bo okej, živeli bomo zdravo, in če pride naslednji virus ali pa pandemija, bomo tudi to zmogli, ker mislim, da človeško telo ni bilo ustvarjeno, da ga virus nekako dokončno uniči. Mislim pa, da je ta pandemija pokazala ljudem, da tukaj ni heca, da pri zdravju ni krajšnic. Tako so zbolevali mladi in starejši, in obratno, zelo stari ljudje, ki so tudi zelo bolani, so uspešno okrevali po COVID bolezni, tako da je res vsak individuum reagiral po svoje. Tako, torej en tak celostni pogled, vsak seveda rabi vlagati v svoje zdravje, ne, meditirati, se gibati, ne, ti se ukvarjaš tudi z gibanjem, z umetnostnim drsanjem, ne, to ti je nekako krojilo življenje vse do študija, in potem zaradi poškodbe si morala prenehati, ne, potem gorsko kolesarjenje. Kaj tebi pomeni recimo gibanje v življenju? V bistvu gibanje je energija. Jaz vedno gledam, da je gibanje tudi, kako je človek nastane z oploditvijo jajčica, v bistvu gre za gibanje, gre za energijo. In mislim, da v svojem življenju, karkoli se mi je zgodilo, tudi ko sem bila poškodovana, tudi ko sem recimo ali zbolim ali karkoli, jaz vedno vsaj neko osnovno gibanje prikličem v svoj vsakdan, zato ker se mi zdi, da je, kadar se telo giba, kadar se gibamo, takrat dihamo, takrat se hormonsko stanje popolnoma drugače odvija, kot pa če ležimo in sedimo cele dneve. In mislim, da to vedno primerjam kot, a želimo živeti v energiji nekega bistrega potoka ali pa reke, ki je hitra, čista, ali želimo živeti v energiji neke mlakuže, ki samo stoji in začne na koncu že fajn smrdeti, ker so to v bistvu stoječe energije, kjer se vse narobe stvari se začne lahko fino razvijati. In se mi zdi, da je gibanje, ne rabi biti vsak umetnostni drsalec, ne rabi biti vsak popoln v svojem gibu. Zato sem jaz pred leti, ko sem izdala svojo prvo knjigo Lepota v gibu, želela povedati, da vsak gib je lep. Ni samo gib lep tistega, ki je graciozen, ki je eleganten. Vsak človek, ki se giba, tudi če je zelo poškodovan, pa je v bistvu gibanje samo pospešeno dihanje in s tem mali gib hrbtenice, je to za mene ena velika lepota, ki jo človek nekako bi mogel negovati, zato ker smo bili rojeni z nogami, da hodimo, ali pa kolesarimo, ali pa drsamo. Tako. Torej v Sloveniji si orala ledino, ne, bila pionirka, ne, teh body mind vadb, odprla Pilates center tudi v centru Ljubljane, in ozaveščala stranke o temu pomenu gibanja, povezava s duhovno rastjo, ne. Torej, kako v bistvu gib spravi človeka v eno ravnovesje in kako se v bistvu nekako uravnovesiti, da bomo celostno delovali na vseh ravneh? Predvsem se mi zdi, da je vsakršno koli gibanje, tudi trening v fitnessu, tudi trening z utežmi, tudi tek v gozdu, je to lahko, kot rečemo, body and mind trening, kar pomeni, da smo mi prisotni z svojim duhom in z umom, kaj počnemo. Jaz ne maram pogledov ljudi, ki v fitnessu tečejo, poslušajo ne vem kaj v slušalkah, gledajo televizijo in hkrati listajo po reviji, ker se mi zdi to totalna odsotnost biti v trenutku tukaj in sedaj.
Body and mind vadbe so mi postale blizu, zato ker so nas učile in potem kasneje smo mi učili kot trenerji druge ljudi, da je potrebno biti prisoten, da se je potrebno ozavestiti dihanje. Dih je osnova našega življenja in ga zelo, zelo zapostavljamo. Ima neizmerno zdravilno moč in enostavno potem po vsakem treningu, ko si mi nekako za 1 uro ali pa 25 minut, vseeno, damo v nek tak mehurček svoje energije, s svojim dihanjem, z mislijo o svojih celicah, o svojem telesu. Mislim, da smo nagrajeni z izjemno dobrimi hormoni sreče, da premagamo lahko te stresne hormone in nekako v bistvu dobimo za tisti dan več ravnoteže, ker zdaj je vedno nihamo med stresom in nihamo med umirjenim delom. In zdaj je treba to dati v neko ravnovesje. Mislim, da danes je nemogoče, da govorimo, da ne bomo živeli stresno. Jaz si to enostavno ne predstavljam. Lahko, če se priselimo na neko goro in meditiramo, ampak mislim, da je to tudi nerealno. Mislim, da za večino ljudi. Realno pa je, da ta stres, ki ga imamo, prepoznamo in da enostavno ga objamemo z vso svojo ljubeznijo in se ne borimo proti njemu, ampak raje damo moč drugemu delu tehtnice, da razvijamo tehnike, metode na dnevni bazi, kako se s tem boriti in ukvarjati s tem, ker je potrebno predvsem to, da to delamo na dnevni bazi, tako kot si umijemo zobe vsak dan. Verjetno bi imeli slabe zobe, da si umijemo zobe samo v nedeljah. Tudi če meditiramo ali pa dihamo ali pa treniramo samo enkrat na teden, je absolutno boljše kot nič, absolutno boljše, ampak mislim, da ima danes vsak človek, ne glede na to, kaj po izobrazbi, kakšen status ima v svoji družini, čas 20 minut do pol ure, da se posveti sebi. Definitivno, ja. Ta čas, ki je v bistvu vložen v sebe, se potem res povrne večkrat. Zagotovo. Ker je telo potem nekako, jaz čutim to kot neko povezavo, da telo ni nekaj, kar včasih se ljudje ukvarjamo, da je telo kot nekaj, kar ni del nas. V bistvu smo ga dobili in zdaj peljamo ta avto dalje, ampak ni to čisto tako, ne. V bistvu izgubiti stik s sabo je lahko zelo, zelo nevarno. Še posebej v časih, ko je polno teh izzivov, kot je bilo recimo te 2 leti, pa ne govorim samo o izzivu fizičnem glede zdravja, telesnega zdravja, govorim, sam verjetno dobro veš o mentalnem zdravju, kakšne hude posledice. O tem niti še ne govorimo toliko v tej pandemiji, kaj vse bo to prineslo, kakšna snežna kepa se vali mladih generacij, ki živijo že 2 leti za maskami v Kanadi. In v Sloveniji, isto je bilo. In je to čas, ko se bomo mogli res naučiti, če se še nismo, predvsem pa tudi naše otroke, da je stik s samim seboj tisto, kar nam v takih trenutkih potem lahko pomaga, da ostanemo nad gladino. Tako, odlično bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Iz Kanade se nam javlja Špela Perc, terapevtka integrativne medicine. Ja, zakaj si se odločila za ta študij integrativne medicine? Kaj te je poklicalo? Ja, to je bilo eno tako hecno obdobje, ko sem prišla v Kanado. Sem v roku 1 leta nadaljevala svojo pot z študijem, ki sem ga imela prej najprej za svojo sestro in potem za mojo zelo dobro prijateljico in kasneje poslovno partnerico Nado. In sem seveda peljala svoje življenje zelo podobno naprej, s to razliko, da je bil zdaj študij v Kanadi. Prišla sem do trenutka, da sem ugotovila, da kljub temu, da se veliko izobražujem, da pomagam ljudem, da postajajo bolj zdravi, bolj gibčni, bolj odporni preko fizične vadbe,
me je skozi v bistvu nekako ne motila, ampak čutila sem, da moram iti korak dalje, da se moram nekako posloviti od tega, da sem trener nekih vadb in iti v bistvu bolj v smeri iskanja odgovorov medicine. Moja oba starša sta zdravnika, ampak tudi oba sta v bistvu akupunkturista, tako da je meni ta del bil od nekdaj zelo blizu. Ampak si nisem nikoli predstavljala, da bi sploh imela možnost iti na ta študij, sploh ko končaš neko univerzo. Moja prva univerza je bila komunikologija, si nekako pač rečeš, to sem po izobrazbi in nekako ostaneš. Tu sem pa dobila možnost preko univerze, kjer so sošolca, to je ta Quantum University for Integrative Medicine. Sem dobila v bistvu možnost, da sem res stopila korak naprej v smislu tega, da nekega dne postanem terapeut v smislu ne zdravnika, ker si to tudi ne bi želela, ampak v smislu nekoga, ki pomaga ljudem iskati globoke odgovore, kadar iščejo nove poti do zdravja. In moram priznati, da ker je zadeva seveda veliko študija je online, sem si predstavljala, da bo to kar nekako šlo, pa sem ugotovila, da je zadeva dosti zahtevna. Zato sem v bistvu zaprla tudi študijo in se posvetila študiju in me res zelo, zelo osrečuje. Mislim, da so to znanja, ki bi jih nekako mogli vključiti v neko osnovnošolsko izobrazbo, srednjošolsko izobrazbo, mogoče ne seveda v teh globinah, ampak že to, da bi ljudje nekako naučili, da je možno ozdravitve, da nismo, kot sem že prej rekla, neke žrtve določenih bolezni, ampak da je vedno obstaja neka pot, da zadeve vzamemo v svoje roke in se pozdravimo. Tako da to je bil en drug razlog, me je pa, kar sem že tudi prej omenila, v bistvu slovo oziroma bolezen, žal slovo moje sestre, ki je bila športnica, nikoli slabo jedla, nikoli pila alkohola, ne kadila. Od takrat dalje se je meni slika o življenju, o smrti, o našem inputu v svoje življenje, kaj dobimo nazaj, popolnoma spremenila. Hkrati s to hudo tragedijo v življenju sem jaz tudi rodila, postala mamica in imela na levi roki smrt, v desni roki pa dojenčka. In to je bilo grozno obdobje, hkrati danes vidim največji dar, da sem jaz lahko naredila nek korak dalje v svojem duhovnem razvoju. In to je bil tudi en tak velik trenutek, ko sem se začela spraševati, kako to, da tako bitje tako zboli in v bistvu ga ni med nami v 6 mestih, a zraven vidimo ljudi, ko pijejo, kadijo, so res ignorantski do svojih teles, do svojega življenja in dočakajo polno svoje življenje, brez zapletov. Kje je zdaj, kaj je odgovor, zakaj smo kje na tej Gaussovi krivulji, kaj vpliva na to, da mi zbolimo, in zdaj seveda verjetno tudi sam vidiš, da vsemi temi izpiti in študijem, ki temelji na kvantni fiziki, kar je bilo meni na začetku kar velik izziv, ker sem družboslovka, ampak ko to preklopiš na neko dojemanje, enostavno vidiš, da je to res edina prava pot, kako gledati na življenje. In smrt, seveda. Definitivno, ja. In kaj si ugotovila? Kje se skrivajo tisti globi vzroki? Verjetno na mentalno-čustvenem telesu, a ne? Tudi neke stvari s sabo nosimo in tako naprej, ne? Mislim, da je seveda osnovna stvar je, da moramo mi svoje telo negovati s temi stvarmi, ki jih lahko. Od pravilne prehrane, gibanja, tekočine, da damo tole našo elektroniko čim dlje stran, da nimamo konstantnega tega
elektromagnetnega valovanja blizu. Recimo, jaz stalno govorim za mojim sinom, ki je zdaj 12 let star, da ne rabi hoditi po hiši in imeti telefon v žepu, da to ne rabi biti prilepljeno na naše telo, da ko zvečer gremo spat, to se skupaj ugasnemo. Hkrati pa seveda mentalni nivo, čustveni nivo, stvari, ki jih, kar jaz verjamem, prinašamo s seboj tudi kot izziv duše, ki jih imamo, torej karmične zadeve. Vse to skupaj v bistvu pride lahko v eno tako sozvočje, ki kreira takšne energije, da enostavno celice na fizičnem telesu nekako ne živijo več v svoji lastni zdravi vibraciji, ampak iščejo neke odklone. In potem pa je treba v bistvu zdravje začeti iskati na vseh teh nivojih, ne samo na enem. In to mislim, da se zgodi nekaterim ljudem popolnoma naravno. Zato poznamo ogromno lepih zgodb, uspešnih zgodb, ko so jim zdravniki rekli, še 3 mesece imate življenja, in ljudje so prišli v stik s sabo in enostavno dvignili vibracijo zaradi svojega dojemanja v življenju na popolnoma drug nivo, in potem celice sledijo. Je pa to verjetno v času neke hude diagnoze zelo težko, zato ker je zraven strah, dvom, ki pa seveda so naši hudi sovražniki na tem potovanju. Tako da še zdaleč nisem dobila vseh vprašanj. Se mi zdi, včasih pa mogoče se z mano strinjaš, da bolj ko študiramo te izpite, da bolj sem zmedena, bolj si rečem. Ja, več vem, pa v bistvu se mi zdi, da manj vem, da nič ne vem. Ampak ja, to se mi zdi, da je pripeljalo pa tudi do odločitve, da se začnemo ukvarjati s to biofeedback, resonančno terapijo. In vidim v praksi, da res, kar smo se učili, res deluje, ker to kvantno polje je enostavno zakladnica neverjetnih znanj, ki jih ima vsak človek tako blizu, a jih mora samo v bistvu znati privleči v svoje življenje. In s to terapijo nekako posamezniku pomagaš odpreti ta vrata, ker zdravi se vedno vsak posameznik sam, to je moje mnenje. Vse, kar v bistvu in alopatska medicina in v bistvu te integrativni pogledi v bistvu človeku samo pomagajo, da najde te poti. Definitivno, ne. Torej, to je tisto, da v bistvu poskrbimo za okoliščine, da pride do samoozdravitve, ne, v resnici. Tako. Mene je zanimivo, recimo, ko delam te terapije z biofeedback tehniko, ko recimo so vse, ko narediš ta sken telesa in seveda sken mentalnega telesa, sken emocij, kakšni so recimo patogeni v telesu. Zanimiv podatek je, da recimo velikokrat dobim na sken na izpis, naprimer pri ženski, rak na prostati. Ne? In mi je bilo na začetku zelo, seveda pa se preko šolanja tudi teh zadev te mentor pripravi na take odgovore. In to pomeni, da lahko ima ta ženska ali moža, ali brata, ali prijatelja, ki se trenutno bori s to boleznijo, in je ta frekvenca, zato ker njo to tako skrbi, enostavno postane del njenega kvantnega polja, del njene energijskega telesa, in v bistvu niti stvar njenega telesa, ampak vidim, da lahko že samo ta čustvena bolečina ali pa strah ali pa skrb, ki je tako intenzivna, prinese v bistvu ta zapis v njen ta kvantno polje, in seveda preko pogovora za stranko se potem iščejo poti, podobno kot lupiš čebulo, ne? Tako vsak layer posebej odpreš, odstraniš in greš dalje. In to se tako počutiš kot en detektiv včasih, ko potuješ, seveda, če so ljudje pripravljeni sodelovati.
Tako, super, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasno gostjo Špelo Perc. Špela, v angleščini si v začetku leta izdala tudi svojo knjigo Dylan's Adventure into the Unknown. Kaj te je vodilo na to, da si začela tudi pisati, da si avtorica? O čem govori ta pravljica? Ja, to je bilo kar en 5-letni projekt, ker nikakor nisem pričakovala, da bo prišel tako daleč, da prav to pravljico znam v obliki knjigice. Kot mamica sem se začela seveda ukvarjati z pogledi na življenje čisto drugače, predvsem zaradi konstantnih vprašanj mojega sina, takrat je bil star 5 let. In osnova najnih pogovorov so bile moje zgodbe iz mojega otroštva in moj Zoltan je zelo bister fantek bil in je hitro ugotovil, da že pri 5 letih, da njihova življenja so pa popolnoma drugačna. In to je bila nek tak notranji motiv, da sem rekla, da moramo nekako sporočiti tej novi generaciji otrok, da mogoče življenje, ki ga živijo zdaj, ni od nekdaj takšno in da so možnosti in poti, da se vrnejo tudi otroci bliže k sebi. Mislim, da je za odrasle kar veliko takih knjig napisanih, nekih duhovnih učbenikov, kako priti nazaj v stik samim seboj. Za otroke pa vsaj jaz nisem našla nekih podobnih zgodbi, zato sem res rekla, pa probimo tole napisati zgodbo o tem fantku, ki enostavno išče, kako bi naredil v bistvu naš svet bolj prijeten, potuje v neznano. In skozi to potovanje, kjer išče odgovore, sem v bistvu iskala simboliko na to, da kadar želimo vstopiti na neko novo pot, v neznano, se srečujemo z raznimi izzivi, neznanimi ljudmi, tudi strahovi. Ampak kadar res sledimo svojemu srcu in svoji duši, potem bo na koncu vse dobro, ker nas enostavno univerzum podpre. To bi rada nekako povedala vsem našim novim generacijam, ker mislim, da prihajajo v eno obdobje našega planeta, ko ne bo ravno enostavno, da morajo ostati v bistvu povezani s seboj, s svojim srcem, z svojo dušo, ker je to edini način, da lahko premagaš razne izzive, ki nas čakajo. In da če si dober človek, do vsega, kar nas obdaja, do ljudi, do živali, do planeta, do vseh dreves, potem bomo podprti na tej poti in kljub temu, da gremo v neznano, nas je malo strah, da stopimo dalje in da se ne prepustimo neki negativni energiji, nekim slabim energijam, ki nas v bistvu vlečejo nazaj. Tako da to je bila, to je tale knjigica. Trenutno se trudimo, da jo prevedemo v slovenščino, kar je spet kar en velik izziv, tako da ja, takoj, ko bo to tako daleč, bom zelo z veseljem ti sporočila. Zaenkrat je pa zadeva v angleščini. Bova tudi eno podarila, če se strinjaš. Ja, lahko. Tako da bova dala nagradno vprašanje, torej kako je ime univerze, kjer oba študirava, sva že omenjala, tako da verjamem, da ne bo težko, tako da boste, če ne prevrteli nazaj, pa dobili pravi odgovor. Pa lahko jim dava en mali hint, da je sedež te univerze na prelepem ameriškem otoku. A je pošteno? Ko sem si zadala, da ko doktoriram, grem osebno tja po diplomo. Evo, lahko greva skupaj. Narediva potovanje. Ja, tako, samo da ne boš prehitra. Ne. Uskladiva, časovno. Veš kaj? Ja, počasi se daleč pride, tudi pri tem študiju. Je pa zanimivo, ko študiraš v tem obdobju za družino in tako kot ti, nisi samo študent, je seveda zadeva polna izzivov. Ja, tako, je veliko izzivov usklajevanja, pa vdaje, pa delo v terapijah, pa tako naprej. Ja. Včasih kar izziv, ampak ja, kjer je volja, tam je pot, in se najde. Tudi jaz pravim, ja.
Okay, mogoče še za ta zaključni del, kako vidiš zdravstveni sistem v prihodnje, a se bo nekako razvijal v to smer neke holistične, celostne obravnave? Jaz sem optimist, no, verjamem, da pač tudi ti vidiš, da smo nekako napredovali vendarle v teh letih in da se bodo zadeve spremenile. Jaz sem optimist iz razloga, ker mislim, da se bodo ljudje zbudili. Drugi razlog pa je ta, da mislim, da si naše države ne bojo več mogle privoščiti, da ljudje ne delajo maksimalno na svojem zdravju, najprej pri sebi doma. Ko so delali raziskave v Severni Ameriki, so ugotovili, da 70% ljudi sebe ne vidi kot zdrave. To pomeni, imajo hude alergije, imajo migrene, imajo neke bolezni, hude simptome, ki jim omogočajo, da še vedno lahko normalno živijo, funkcionirajo malo z bolniškimi, pa živijo, ne? Ampak nikakor sebe ne morejo dojemati kot popolnoma zdrave osebe. In pri tej isti raziskavi se je ugotovilo, da celoten budžet za zdravstveni sistem se namenja 5% hudo bolanim ljudem. To so bolezni, ki potrebujejo kemoterapije, operacije, nastanitve v bolnicah. Zelo malo število, okrog 20% sebe dojema kot popolnoma zdrave in mislim, da bo prihodnost zdravstvenega sistema se mogla zelo, zelo spremeniti, da se bo teh 70% ljudi vrnilo nazaj proti zdravju, ne iz te faze adaptacije, ki prehajajo v fazo že hude bolezni, ne? Ker mi ne zbolimo čez noč, mi samo ne vemo, da smo že na poti proti bolezni. In je pomembno to, da enostavno se bo nekak zdravstveni sistem začel ukvarjati ali pa dodajati v bolnice, v zdravstvene domove, integrativne terapevte, kot si ti, recimo, kjer boš znal ali pa jaz, kjer bomo znali videti te prve simptome in zabremzati. In iz teh prvih simptomov, ki so blagi, vračati ljudi nazaj preko homeopatije, aromaterapije, akupunkture, tvojih terapij, ki so ogromni del terapij za doseganje zdravja in enostavno z zelo malo finančnimi stroški, ker vse te stvari so v bistvu v primerjavi z bivanjem v bolnici in operacijami in kemoterapevtiki neprimerljivo poceni. In v bistvu pazi, da teh 70 ljudi čez 50-60 let ne bo pristalo v teh 5% zelo, zelo hudo bolanih ljudi, ker potem mislim, da finančni sistem našega zdravstva, isto je v Kanadi, isto je v Ameriki, isto je v Sloveniji, ne bo zdržalo. Tako pomeni, da mislim, da bo ljudje mogli sami poskrbeti za svoje zdravje v največji možni meri. Definitivno, ja. V Kanadi je še, pa v Ameriki verjetno še huje, ne? Dejansko ni, vsak si sam nekako poskrbi za to, a ne? In če pač ne plačuje, kako je? Ja, Kanada je ena taka mešanica, ima le dosti francoskih korenin in tudi v bistvu tle so državljani in rezidenti zavarovani z zdravstveno izkaznico, tako kot v Sloveniji. Vendar, ko greš ti recimo na nek poseg ali pa na neke terapije v bolnico, ni popolnoma vse pokrito. Je pa velik del, razen če si ti ne doplačaš nekega dodatnega zavarovanja. Recimo Amerika je pa že čisto v sistemu toliko denarja, toliko muzike pri zdravljenju, ne? Višje zavarovanje in meni je recimo nepojemljiva to dejstvo, da ljudje, ki niso zavarovani, pridejo v bolnico v hudo urgentni zadevi in jih zdravniki morajo poslati nazaj, ker nimajo primernega zavarovanja, ne? In so to bili že primeri tudi v medijih, ko so otroci enostavno umrli, ker je bila zaradi urgence neka bolnica fizično najbližja neki družini, ampak so jih enostavno mogli zavrniti. To so grozne zgodbe in
si sploh ne predstavljam sebe biti v tej situaciji, recimo z mojim sinom, ampak to so ta kruta dejstva, ko se jih moramo zavedati in enostavno ne živeti v nekem takem utopiji, da bomo živeli v nedogled brez zdravstvenih težav, če za to ne bomo nič naredili. Ne. Definitivno, torej vsak je odgovoren zase in rabi poskrbeti za sebe na vseh ravneh, a ne, mentalni, čustveni. Na vseh možnih ravneh. Ja. In še vedno se nam lahko spodleti, ne? Ampak mislim, da je to... Vsak je presenečen. Je pa seveda potem ta odgovor našega telesa, verjamem, veliko bolj blag in zdravljenje lahko potem hitrejše in je samo win-win tukaj, ne moremo izgubiti. Definitivno, ja. Ok, mogoče sem še za zaključni del, kaj bi še želela recimo sporočiti iz Kanade nam v Slovenijo, mogoče neka misel, stavek, karkoli? Moja misel je, da je treba res živeti življenje in ne životariti in se predvsem ne bati, ker nismo bili narejeni za to, da živimo zaprti v hišah, v stanovanjih, otroci niso bili narejeni, niso ustvarjeni za to, da se skrivajo, da so socialno distancirani, da se igrišča zapirajo, ampak da je treba verjeti v usodo človeštva, da ima neizmerno moč, da z pravimi dejanji, ljubeznijo in z željo se da preživeti vsako hudo stvar. Definitivno, ja. Torej, aktivirati svojo notranjo moč, biti to, kar si, slediti srcu in potem je vse mogoče, a ne? Mislim, na mene je velik vpliv naredila knjiga doktorja Viktorja Frankla. Ja, kljub temu rečem življenju da, je slovenski prevod, mislim, da. Mislim, knjiga je, prebereš jo v enem dnevu, zraven sem jokala, ker tako v živo opiše življenje v koncentracijskih taboriščih in osnova te knjige je sporočilo, da so preživeli v tistih najhujših trenutkih samo tisti, ki niso izgubili želje po življenju. In si vedno rečem, kadar pride najhujša situacija, si probam reči, če je on, ko so mu v bistvu umorili nosečo ženo in starše, najdu tisto moč, najdu razlog, zakaj je še vedno potrebno živeti in se veseliti življenja, potem mislim, da smo odgovorni vsem tem ljudem, ki so bili kdaj v takšnih situacijah in žal še vedno so na tem svetu, da jih energijsko podpremo z svojim delovanjem in z svojim življenjem, da rečemo življenju da gremo dalje z veseljem na obrazu, ker to je vse, kar nam je dano. Eno življenje. Ja, me je zmrazilo, ko si to govorila, tako da to je menda znak, da sem slišal srcem, tako da lepo, hvala. Hvala tebi za vabilo. Ja, z veseljem, tako da verjamem, da bova še kdaj kaj posnela, pa da se tudi srečava v živo, ko prideš kaj na počitnice. Ampak sva si obljubila, da bova par izpitov predelala skupaj, tako da to te držim za besedo. Lahko, rabim malo motivacije, spodbude. Tako da tudi jaz. Odlično. Tako da hvala še enkrat. Ja, hvala tebi. In pozdrav iz danes snežne Kanade. Evo, mi imamo spet zimo. Evo, super, pa nas pa že pomladi. Tako da hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.